dinastija izhaja iz ene velike starodavne kulturne dediščine naših prednikov, iz Karantanije in še prej. Zapravi, dvanajščaki so sedeli v krogu, v sredini je bila lipa, vsak je imel svoj kamen, samec izbran, ki je imel posebno energijo. In tam pravzaprav so vodili celotno družbo, razsojali, dajali nasvete in modrovali. V znak te plemenitosti, ki je znak kulturne dediščine enega najstarejših narodov na svetu, Slovencev in Venetov, je dva velika direktorja Smelta, Jože Žagar in Krke, ter nekaterih članov, ki so tukaj prisotni, ustanovili to dinastijo, katero je predsedoval, podpisal sam predsednik države, v tudi okrilju svetega Fortunata. Veliko teh naših ljudi je že umrlih in insignije, ki so bile postavljene, so spravljene v cerkvi svetega, na Legnu v cerkvi svetega Jurija. Vsak dvanajščak ima svoj stol, svoj napis in svojo tudi simbolno rižico. Tukaj moramo reči, da je tudi bil zelo aktiven naš Janez Bogataj in vsi ostali takrat pomembni kulturni ljudje, ki so želeli, da se ohrani naš slovenski narod tudi s pomočjo teh insignij. Med njimi je pa tudi 12 različnih kozarčkov, ki je takrat izdelala Rogaška Slatina oziroma šola Rogaška Slatina. Izredno delo naših plemenitih piharjev, mojstrov pihanja stekla, ki izhaja iz najstarejše civilizacije, stekla v svetovnem merilu. Upam, da bo ta dvanajstija se ponovno porodila oziroma da bodo Slovenci iskali resnico, saj tudi beneški parlament je imel svojega doža, ki izhaja iz besede 12 dodicesimo, dođe, ki je imel rdeče čevlje. To je prastara kulturna dediščina, ki je treba obnoviti in se zavedati, da maloštevilčen narod mora dati zelo visoko pozornost na vse to, kar je povezano z ljubeznijo, resnico in tudi znanjem.